Pozdravljeni levi, torej ta napoved je za vas, torej če ste v ascendentu lev, imate luno ali sonce v levu. Torej v tem videu vam bom predstavila, kaj vas čaka v letu 2025 in to malo bolj podrobno. Torej v tej napovedi se bom dotaknila tako področja kariere, poslovanj, financ, zdravja, ljubezni, kot tudi izobraževanja, potovanj in družine in seveda splošne slike vašega leta 2025, torej leta, ki prihaja. No, pa kar začnimo, kaj se vam bo dogajalo. Torej, levi, torej Saturn bo od aprila dalje v vaši 8. hiši, saj se bo 29. marca 2025 premaknil v znamenje Rib. Potem Jupiter bo v vaši 11. hiši, saj se bo 14. 5. 2025 premaknil v dvojčka in Rahu in Ketu bosta od maja naprej, to je od 29. 5. 2025 naprej, prehajala vašo 7. in 1. hišo, torej bosta vstopila v znamenje vodnarja in leva. In to vam bo seveda prineslo zelo veliko sprememb, saj se kar 4 pomembni planeti torej v tem letu premaknejo. No, pa če gremo najprej na vašo kariero. Torej, prvih 5 mesecev leta bo v vaši karieri, torej, kar bom rekla, uspešno obdobje, bo za vašo kariero. Prvih 5 mesecev, ker Jupiter, planet širjenja, priložnosti, sreče, uspeha in zadovoljstva, se bo namreč še vedno nahajal v vaši 10. hiši kariere in poklica. In to bo seveda za vas kar velik blagoslov. Ta tranzit vam tudi lahko znatno izboljša vaše poklicno življenje, ker vam bo prinesel veliko novih priložnosti v karieri in poslu. Vam bo še prinesel, verjetno vam je do zdaj že. Pomagal pa vam bo tudi pri vaših prizadevanjih, ki bodo večinoma uspešne. To je lahko, naprimer, če želite menjati službo, napredovati v lastni organizaciji ali pa torej v organizaciji, kjer delate, v službi, ali pa mogoče premestitvi na novo lokacijo. Zdaj, če imate možnost, poskušajte vse stvari povezane s kariero torej urediti v prvih 5 mesecih, ker v drugi polovici leta bo pa Saturn začel močneje vplivati na vašo hišo kariere in bo tudi postopoma stopnjeval svoj vpliv. Hkrati pa bo seveda Jupiter zapustil vašo 10. hišo, kar seveda pomeni, da bo za vas težje doseči nek uspeh kasneje, Torej, v prvi polovici leta boste lahko dosegli ta uspeh in boste tudi imeli veliko dobrih priložnosti, kasneje pa težje, torej kasneje boste morali biti veliko bolj stabilni, poleg tega se boste morali izogibati večjim nenadnim spremembam na področju kariere, še posebej to velja po maju in po juniju. Ker morate urediti v vezi kariere, torej to vam svetujem, da storite v prvi polovici leta. Ker bo takrat za vas boljše in uspešnejše obdobje, ker boste imeli res dobre planetarne vplive, torej veliko planetarne podpore boste imeli. Zdaj, na splošno se vam svetuje, da nadaljujete torej s trdim delom, da ostanete osredotočeni, odločeni, vztrajni, pa boste seveda uspešni tudi v drugi polovici leta. Zdaj, Saturnov vpliv na vašo 10. hišo ni tako slab, v drugi polovici leta, ker je znamenjem bika v prijateljskem odnosu. Jupiter se bo v maju premaknil v vašo 11. hišo, kar pa bo tudi za vas, bom rekla, še naprej kar precejšna prednost, ker bo to tudi za vas kar precej ugoden tranzit. Ampak torej na drugih področjih, na področju financ predvsem. Drugačno splošno je čas za uspeh v vaši karieri letos videti precej ugoden, torej najbolj v prvi polovici leta. Torej, če gremo torej na posel, na poslovanje, torej področje poslovanja je tudi pri vas letos videti precej obetavno, še posebej v mesecih maj, junij, julij, avgust, september, oktober in december. Druga polovica leta z izjemo novembra in druge polovice oktobra je res videti zelo, zelo dobra, ker bo Jupiter aspekt na vašo poslovno, to je 7. hišo, lahko bistveno izboljšal stvari. Naprimer, vam bo lahko povečal dobiček, prihodke in podobno. In tudi v tem času bojo vaše strategije poslovanja kar uspešne, zelo dobro bo to tudi za morebitna poslovna partnerstva, tudi za sklepanje pogodb. Ampak tukaj morate biti posebej previdni v drugi polovici leta.
Torej, v prvi polovici leta bodite najprej previdni glede denarja in se izogibate večjim poslovnim posojilom in večjim poslovnim odločitvam, ker bo Rahu še vedno v vaši 8. hiši. V drugi polovici leta pa bo Rahu prisoten v vaši 7. hiši poslovanja. In čeprav gre to sicer za dober tranzit v prijateljskem znamenju vodnarja, ki mu Rahu vlada in bo na to hišo tudi gledal Jupiter, kar je tudi pozitiven vpliv, morate biti v drugi polovici leta previdni pri poslovnih partnerstvih. Zato vam svetujem, da ne vstopate v neka nova poslovna partnerstva, ne da bi se dobro seznanili z osebo ali pa s podjetjem, s katerim želite sodelovati. Torej, svetujem vam, da naredite ustrezne raziskave, analize, da preverite vse glede poslov, ki jih sklepate z drugimi podjetji, ker pri vsakem partnerstvu ali sodelovanju bo tukaj potrebno za skrbno preverjanje. To je zaradi vpliva tega Rahuja, ki bo prisoten v vaši 7. hiši. Ker pri Rahuju je značilno, da lahko stvari izgledajo zelo dobre, pa v resnici ni temu tako. Tako da previdno tukaj. Torej, nasplošno pa vidim zelo pozitiven trend rasti na področju poslovanja v drugi polovici leta, torej za vas. Če boste pazili in boste strpni, boste potrpežljivi, boste na področju poslovanja zelo uspešni. No, kaj pa finance? Torej, na splošno finančno področje pri vas videti zelo dobro, z izjemno pozitivnim zasukom v drugi polovici leta, ker v tem obdobju bo namreč Jupiter aktiviral vašo 11. hišo denarnega toka, prihodkov in dobitkov. Torej, to je zelo, zelo dober tranzit za prihodke. Tako lahko pričakujete dobičke iz več virov prihodkov, vaši prihodki se bodo zagotovo povečali, tudi vaše pretekle naložbe se bodo končno začele obrastovati, finančno se boste v drugi polovici leta počutili predvsem bolje kot v prvi, boste imeli mogoče več občutka varnosti tukaj. V prvi polovici leta se vam svetuje, da se osredotočite na pametne naložbe, razpršitev in prilagoditev svojega finančnega načrta, da tudi naredite nek finančni načrt, če je seveda to potrebno. Tako boste seveda v drugi polovici leta lahko uživali v sadovih svojega dela in torej prejemali večje prihodke, če boste naredili nek dober načrt. Lahko se vam tudi zgodi, da mogoče dobite nek nov vir prihodka nepričakovano v tem času. Torej, da se vam vzpostavi nek nov vir prihodka. Tako da za finance vam dobro kaže v tem letu. Torej, kot sem rekla, posebej v drugi polovici leta. No, kaj pa zdravje? Torej, pri zdravju se vam pa letos svetuje, da ne zanemarite kakšnih kroničnih zdravstvenih težav, ker lahko bi bile malo bolj zaskrbljujoče. Zdaj, če boste imeli kakšne težave, posebej po prvi polovici leta, se vam svetuje obisk zdravnika. Zato se vam svetuje, da ne odlašate pri morebitnih težavah. Ampak seveda, če boste dobro skrbeli za svoje zdravje, pazili na prehrano, izvajali blage, zmerne telesne vaje, jogo, meditacije, vaje dihanja, lahko čuječnost, to tudi jaz učim. Vas tudi to jaz lahko naučim, če bi imeli željo. In če boste vse to upoštevali, sprehodi v naravo, gibanje, zdrava prehrana, bo vaše zdravje skozi celo leto ostalo precej uravnoteženo, ampak kot sem rekla, pazite pa v prvi polovici leta, posebej na kakšne kronične težave. No, ljubezen, obdobje med majem in oktobrom ter mesec december sta videti precej ugodna, posebej za samske, ki bi lahko našli v tem času življenjskega sopotnika in vstopili v razmerje. Tudi druga polovica leta, z izjemo novembra, je na področju romantičnih odnosov videti precej pozitivna. Zdaj, za pare, ki so pa že v razmerju, je pa to leto nasplošno videti kar dobro, ne prinaša večjih težav. Zdaj, v prvi polovici leta bi lahko občutili nekaj manjših vzponov in padcev, ampak nič resnega ne vidim. Zato se vam svetuje, da preživite kakovosten čas s svojim partnerjem, da krepite povezanost, ljubezen, skrb in spoštovanje drug do drugega in s tem bo seveda vaš odnos oziroma vajin odnos cvetel. Poroka, če si na primer želite poročiti, za samske, ki si želijo poročiti, so prvi 3 mesece leta videti zelo pozitivni, saj bo Saturn, ki vlada vaši 7. hiši odnosov, tudi poroke v tem času prehajal v to hišo.
Zato bo to obdobje zelo obetavno za poroko, saj Saturn, kadar se nahaja v tej hiši, obljublja resno in dolgotrajno partnerstvo, ki je seveda lahko kronano tudi s poroko. Vendar pa bodite od aprila naprej nekoliko bolj previdni, ker bo Saturn šel v 8. hišo. Rahu pa bo od maja prehajal v vašo 7. In čeprav je 7. hiša za Rahuja ugodna, premislite 2-krat ali 3-krat, preden se poročite. Dobro spoznajte svojega partnerja, da se bodo pričakovanja ujemala z resničnostjo. Sem rekla, torej Rahu lahko prinese kakšne iluzije, utvare. Zdi se vse lepo, pa potem na koncu temu ni tako, ne? Vaš partner bi tako bil lahko v resnici drugačen, kot se vam predstavlja. Zdaj, če bo tujec, bi ta veza lahko bila bolj pozitivna, drugače morate biti pa zelo previdni. Za poročene pare so prvi 3 meseci videti zelo harmonični, mirni in ugodni za zakonsko življenje. Zdaj, po aprilu se lahko pojavijo manjši vzponi, padci, morebitni nesporazumi. Vaš partner bi lahko bil bolj zahteven, egoističen, trmast. Svetuje se vam, da ste predani, zvesti, pošteni in iskreni do svojega zakonca, ker bo seveda vse to bo precej pripomoglo k ohranjanju in zaščiti vašega zakona, a ne? Bo potem zakon boljši. Vsekakor se izogibate kakršnikoli dejanjem za partnerjevim hrbtom, to je zelo, zelo pomembno v tem letu, še posebej po maju, saj bi to lahko imelo zelo hude posledice, ker Rahu v 7. hiši lahko prinese katastrofalne posledice, če se zapletate v kakšne nemoralne dejavnosti. Zato je zelo pomembno, da ostanete zvesti in pošteni. No, potem pa izobraževanje, torej osnovno izobraževanje za dijake, ki opravljajo srednjo šolo ali dodiplomski študij, je čas po aprilu videti boljši kot pa prvi 3 meseci v tem letu. Po tem obdobju lahko torej dosežete večji akademski napredek. Prvi 3 meseci leta bodo lahko nekoliko zahtevnejši, vendar boste z vztrajnostjo in trudom lahko prebrodili vse izzive. Kar zadeva višje izobraževanje, študenti, ki nadaljujejo magistrski študij ali pa torej kdorkoli, ki želi se, bom rekla, ponovno učiti, a ne, in se vpisati na nek študij, lahko torej uradni, lahko kakšen tudi tečaj mogoče, a ne, to velja torej za vse izobraževanje. Se bo situacija po aprilu postopoma izboljševala, torej prej ne bo tako v redu za izobraževanje, potem pa ja. Še posebej od junija naprej bo čas izjemno ugoden za področje višjega izobraževanja, izobraževanja na splošno, kar vam bo omogočilo odličen akademski napredek, torej v drugi polovici leta 2025. Torej, kaj pa družina? Torej, če imate otroke, a ne? Odnos z otroki lahko v prvih 4,5 mesecih doživi nekaj vzponov in padcev, ti odnosi, ali ne? Lahko doživijo vzpone in padce. Od sredine maja dalje bo pa situacija precej boljša, vaši otroci vas bodo začeli bolj spoštovati, preživeli boste več časa z njimi, to bo okrepilo vašo povezanost, ljubezen, skrb in razumevanje v vašem odnosu z njimi, torej bo precej bolje, a ne? Kar se tiče potovanj, torej kratka potovanja bodo skozi celo leto potekala brez težav in ni videti nobenih posebnih skrbi na tem področju. Kar zadeva dolga potovanja ali počitnice, druga polovica leta videti veliko boljša, bolj podporna in ugodna, torej v primerjavi s prvo polovico. Zdaj, če se pa že morate odpraviti na neko daljše potovanje, je druga polovica leta 2025 za vas veliko bolj primernejša kot prva. Zato se vam svetuje, da potujete takrat. Prej pa raje ne, no, se vam pa ne toliko svetuje. No, kakšen je zdaj povzetek torej tega leta 2025 za vas? Torej, na splošno gledano bi rekla, da bo druga polovica leta 2025 za vas bolj pozitivna na številnih področjih vašega življenja. Spremembe bodo po aprilu sicer večje, a če boste nanje dobro pripravljeni, bo to lahko za vas pozitivna izkušnja. Torej, izkoristite te dobre tranzite za posel, kariero in finance, tudi za poslovne spremembe in partnerstva, obenem tudi dobro se prepričajte o ljudeh, s katerim boste želeli sodelovati. Pazite na zdravje, torej prva polovica, pa tudi druga, no, na kakšne kronične težave, bodite kar pazljivi. V poletju pa se pazite tudi prenagljenosti, pa poškodb in jeze. Potem rešujte zadeve bolj umirjeno in boste torej vse dobro premagali. Seveda pa je veliko odvisno tudi od vaših obdobij, a ne, ta napoved je splošna.
Torej, kaj se bo konkretno dogajalo, je zelo, zelo odvisno, v katerem obdobju ste. In to pa seveda lahko vedno izveste, če se naročite na osebno Jyotish analizo. Zdaj imam tudi akcije, vse so navedene na moji spletni strani, na oracleoflife.org. Torej, zgoraj imate torej že vse te akcije, lahko greste pa tudi na cenik. No, zdaj pa še poglejmo v tarot za vas, torej to je leto 9. Torej, to je leto puščavnika. Puščavnika, torej to karto tudi predstavlja Saturn. Torej, izzivi puščavnika si je pa 9 mečev. Torej, puščavniku, torej, kot sem rekla, torej pripada število 9. A ne, število 9 je kar duhovno število, a ne, je tik pred koncem, torej pred 10, ki predstavlja konec ali pa zaključek, a ne. In torej največji izziv je 9 mečev, torej strahovi, torej nepotrebne ali pa potrebne skrbi, potem nespečnost. To so vse nekakšni izzivi oziroma je to velik izziv torej v tem letu. Drugače pa puščavnik prinaša tudi veliko darov, torej 9 diskov, torej obilje, dobre prihodke. To velja posebej tudi za vas, a ne? Ker vam bo Jupiter aktiviral 11. hišo, potem predstavlja torej tudi lahko, bom rekla, utrujenost že, a ne, na nek način, pa tudi moč, ki jo lahko v tem letu izkoristite, torej to je 9 palic, a ne. 9 čaš pa prinaša torej možnost za uresničenje želja. Ampak dajmo za vas leve bolj konkretno pogledati, kaj se vam bo dogajalo, torej v tem letu 2025, pa dajmo kar najprej pogledati torej za posel, potem pa za ljubezen in pa zdravje. Torej pa dajmo kar pogledati, katere karte bomo izvlekli za poslovno področje, kariero in finance. No, nekaj sem vam o tem že povedala, torej astrološko, zdaj pa še da vidimo torej za leve, katere karte bojo prišle. Kar v redu karte. Zanimivo, puščavnik je padel ven, a ne, torej ravno torej, to leto 2025 sem rekla, je leto puščavnika in vi ste tudi dobili puščavnika. Torej, dobili ste drugač paža novcev, trojko mečev in puščavnika. Torej, kaj nakazuje na to? Torej, nakazuje na kar dobre prihodke. Torej, tale paž novcev, a ne, kaže na dobre prihodke, sicer mogoče ne tako velike, kot bi vi pričakovali, ampak na dobre prihodke, na dobre poslovne ponudbe, kot sem že prej rekla, torej v prvi polovici leta, a ne, imate možnost nekih dobrih poslovnih ponudb, lahko sklenete neke dobre poslovne pogodbe, torej in tale paž novcev to predstavlja. Torej, bom rekla, denar vam bo tekel, a ne, denarni tok bo dober, ampak mogoče ne bo tako velik, kot bi vi radi, a ne, ali pa mogoče vam ne bo nudil takšne varnosti, kot bi vi želeli, a ne. Je pa torej prihodek v poslu v redu, a ne. Drugače tale paž lahko nakazuje tudi na neko učenje v poslu, ali pa neke spremembe v strategijah, tudi to lahko nakazuje. No, trojka mečev, torej v poslu, bom rekla, ni ravno najboljša karta, torej nakazuje na neko žalost, torej lahko bi vas doletelo ne neko razočaranje, bolj neka bolečina, no, torej lahko mogoče boste razočarani, ker ne bojo prihodki tako veliki, a ne, kot bi vi radi. Mogoče vas bo to na nek način prizadelo, a ne, trojka mečev ravno ne obljublja, torej bom rekla, nekega najboljšega izida, a ne, torej obljublja neko žalost, pazite se tudi kakšnih, bom rekla, spletkarskih poslovnih partnerjev, lahko kaže tudi na vmešavanje tretje osebe v posel. Tako da bodite tukaj previdni, lahko tudi v povezavi z prihodki. No, potem na koncu je pa puščavnik, torej, kot sem rekla, zanimivo, ne, leto 2025 je leto puščavnika in vam se tudi puščavnik pojavil, torej iskali boste rešitve nove in jih tudi našli. Ob tem se vam svetuje, da pogledate vase, v svojo notranjost, da poslušate sebe, ne drugih. Mogoče boste imeli občutek, da ste bolj sami za vse, ampak torej tale kombinacija bi lahko nakazovala na to, da boste iskali rešitve, torej rešitve pri denarju, a ne, torej boste iskali rešitve, kako priti do več denarja, ne, tako da so se pojavili tele. Torej, iskali boste torej rešitve, kako priti do več denarja, kako mogoče pridobiti nek nov vir prihodka,
Lahko tudi pomeni, da se vam bo nek vir prihodka ustavil, pa boste mogoče zaradi tega žalosti, pa se vam bo potem spostavil drug. Ampak rešitev boste našli, torej lahko bi to pomenilo. Ne? Torej nek prekinitev nekega prihodka, pa potem spostavitev novega, mogoče ne bo toliko denarja, kot vi želite, ampak bo stabilen, torej bo. Torej, ta kombinacija lahko pomeni marsikaj, ne? Ampak našli boste rešitev, če boste preudarni, trezni, premišljeni, strpni, potrpežljivi in delovni, ker puščavnik je Saturn, torej drugače predstavlja tudi znamenje devico, a ne? Devica je pa torej zelo, bom rekla, natančna, delovna, strpna. In če boste taki, potem boste uspešni, torej v letu 2025 v poslu. Tako da, lejte, prihodki bodo, a ne? Torej čaka vas sicer neka žalost, a ne, ka mogoče ne bojo tako veliki, ampak rešitev boste našli, pridni boste, delovni boste in na koncu vas čaka uspeh, če boste delovni. Torej, puščavnik vam obljublja nagrade, uspeh, a ne? Lahko bi se vam tudi zgodilo, da bi se neka tretja oseba utaknila v vaš posel, to sem vam že prej rekla, pa bi mogoče kdo odšel od vas, bi mogoče boste prekinili sodelovanje s kom, lahko s kakšno mlajšo osebo, lahko tudi pomeni, da boste v svoj posel sprejeli neko mlajšo osebo, ki bo mogoče še na začetku svoje poslovne poti, pa boste z njo iskali neke rešitve, mogoče kako bi jo peljali v posel, kako bi ona nekako najbolje se vključila v vašo dejavnost ali pa kaj podobnega. Ne? No, kaj pa pravijo moje karte Rozeta za posel? Se pa kar tale karta obrnila, to je pa, malo se svetijo te karte, vidim. Ta karta je torej pa predstavlja torej veliko skupino ljudi, torej potujoče gledališče, igra in spontanost, torej svetuje se vam, da ste pač bolj spontani v poslu, da mogoče bolj na hitro sprejmete neko odločitev. Saj veste, denar ima rad hitrost, ne vem, če ste to že slišali, torej ljudje, ki imajo veliko denarja, so zelo hitri ponavadi, a ne? Torej, ta karta potujoče gledališče vam govori, da bodite hitri, da bodite prilagodljivi, da boste delali z več ljudmi, da se boste torej veliko morali tudi prilagajati, se pogovarjati, pazite se pa ljudi, ki nosijo masko. To je pa ta karta, torej posebej na to opozarja, ne? No, pa gremo za vas, torej za leva na področje ljubezni. Torej, kaj vas čaka v ljubezni? Kaj leve čaka v ljubezni? Kaj leve čaka v ljubezni? Torej, navezanost na družino, odhod, laži, prevare. V tem letu se morate pa paziti iskrenosti oziroma neiskrenosti vas ali vašega zakonca, partnerja, ljubimca, torej nekoga, ki vam je všeč. Torej, pokazal se vam je svečenik, šestica mečev in sedmica mečev. Torej, svečenik kaže na neko željo po družini, kaže tudi, da mogoče želite imeti partnerja, ki ima isti vrednostni sistem, ali pa da imate partnerja, s katerim se trudite za nek podoben vrednostni sistem. Lahko tudi kaže, da boste nekoga spoznali, če ste samski, preko izobraževanja. Drugače bo obljubila dobro vezo, torej svečenik obljublja drugače v redu vezo, če ste v partnerstvu, ampak šestica mečev nakazuje, da se boste umaknili od partnerja. Torej, nek umik je nakazan. Zdaj, tukaj ne bi rekel, da je ravno prekinitev, ni nobenih kart za prekinitev, ampak nek umik zaradi nekih laži, prevar, lahko tudi mogoče pomeni, da ste imeli z nekom vezo, pa da bolj resno, pa da zdaj razmišljate, ali bi odšli, ker so posredi neke prevare, laži, torej neka neiskrenost lahko pa tudi mogoče imate občutek, da ta veza nekako ne bo šla, ne boste zmogli v tej zvezi, torej mogoče premagati nekih razlik. Lahko pri vrednostnem sistemu, lahko je problem religija, lahko je problem način razmišljanja, torej svečenik vse to predstavlja. Lahko tudi pomeni, da zaradi izobraževanja ali pa zaradi nekih poslovnih obveznosti ali pa izobraževalnih obveznosti boste odšli nekam in boste potem mogoče menili, da veza nekako ne bo se išla, mogoče boste šli daleč stran od te osebe, torej od partnerja, in boste potem razmišljali, se to ne bo šlo,
ne vem, če bo ta veza nadaljavo šla, ne vem, če jaz to lahko. Mogoče imate pa, torej sve te dve stvari sta možni, torej da vi odidete ali pa vaš partner odide nekam stran in potem vi razmišljate, joj, ne vem, če bo ta veza šla, a ne, ker sva oddaljena. Ali, torej v drugem primeru gre pa lahko za nek vrednostni sistem, ko boste razmišljali, torej partner drugače razmišlja kot jaz, ima drugače vrednote kot jaz, tudi ne vem, ali bo to šlo in boste zaradi tega razmišljali o odhodu. No, kaj pa pravijo moje karte rozeta za ljubezen? Za leve. Ciganka skača, skrivnosti in izdaje, torej ponovila se, torej tako kot sedmica mečev, tudi tale karta ciganka skača, torej pomeni skrivnosti in izdaje, kar pa pomeni, da pazite torej pri partnerju, ali vam govori resnico ali ne, lahko boste pa tudi vi, kaj torej njemu zamolčali, torej on ali vi. Torej, tukaj bi pa jaz res pazila, torej, da so stvari, bom rekla, bolj transparentne, da ste bolj odkriti, da, torej, če sumite, da partner ni odkrit z njim, da se z njim dobro pogovorite. Tako da tukaj pa morate biti pazljivi, ja, torej v tem, bom rekla, odnosu oziroma pri ljubezenskih zadevah. No, zdaj pa še zdravje poglejmo za leve. Zdravje, levi. Pri zdravju, torej prva polovica leta morate biti previdni, do zdravja bo kar v redu, torej ste dobili petico palic, pazite se jeze, konfliktov, težave z jetri lahko, potem devetica kelihov obljublja uresničitev želja, kaže na dobro zdravje, vitez palic pa kaže na možnosti nihanja pritiska, na prenagljenost, na prenagljene odločitve, torej jeza, petica palic pa vitez palic, torej to lahko kaže na neke težave s pritiskom, na nihanje pritiska, na previsok pritisk, na prenizek, ampak ne kaže pa, da bi bilo zdaj kaj resno, da bi zdaj ne vem kaj morali skrbeti. Lahko kaže tudi na kakšne poškodbe, tako da bodite tukaj previdni. Kaj pa pravijo moje karte rozete? Sirena, iluzija in zapeljevanje. To so pa lahko kakšne odvisnosti, alkoholizem, lahko za vas to velja, lahko za vašega partnerja. Tudi to se mi včasih tako pokaže, tudi devetica čaš, tukaj le tale gospod nazdravlja, tako da tole bi bilo lahko tudi kaj takega. Drugače pa lahko kaže na težave z obtočili, jetri, torej ledvicami, mehurjem, torej s tekočinami v telesu, torej kri, urin, hormonsko neravnovesje, zaradi hormonskega neravnovesja pa tudi včasih lahko pride do težav s pritiskom. Ali pa da imate občutek vročine, da vam je vroče, torej hormoni pa nihanje, torej ali pritiska ali pa da vam je vroče, torej lahko tudi težave z meno, če bi to vse skupaj rekla. No, to je bilo za leve vse. Jaz upam, da vam je bila napoved všeč in želim vam res lepo in uspešno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2025. Lepo vas pozdravljam.